Hvala za besedo. Hvala za vaše zanimanje za cerkvene očete. In vse tele letošnje duhovne akademije potekajo nekako v znamenju upanja, ker se naslednje leto začenja sveto leto, zaznamovano z upanjem, kjer se bomo učili, kako je treba romati kot romarji upanja. In zato se najprej bomo skušali malo poučiti, kako so pa naši očetje romali v svojem času, kot neki naši vodniki, učitelji, kot tisti, ki so utrli marsikakšno stezo, po kateri lahko mi lažje hodimo, ker se je v teh 2000 letih ta ozka steza že kar precej razhodila in razširila. Če pa ne bomo hodili po njej, se lahko zaraste. Zato bomo pogledali, kakšne so te poti, in bomo najprej si ozrli malo po času, v katerem so očetje živeli. To je pozna antika. In videli bomo, kakšno je upanje antičnega človeka. Na kaj lahko računa. Žal je bilo upanje nekega povprečnega Rimljana in Grka zelo slabo. Čaka ga had, podzemlje. Predstavljali so ga res kot neke vrste rudniki, kot neke vrste podzemni rudniki, zemlja, ki ima zgoraj nekaj nebes, različne oboki kot pokrovi, spodaj so pa v globinah neke brezna, ker je zelo temačno, megleno, vlažno, neprijetno. Za tiste, ki so pa zlobni in hudobni, pa je pripravljen še celo tartar, ki je še dodan, kjer se poleg tem neugodnim razmeram je dodano še mučenje in trpljenje. To je za množico. Ampak za nekatere pa se je že takrat obetal tudi Elizij, Elizijske poljane, ali pa tudi rečejo nekateri otoki blaženih, ki naj bi bili tam nekje v Atlantiku, na drugi strani, za morjem. Elizijske poljane, bi lahko tudi blizu Olimpa, nebeške poljane, so bile pa rezervirane za bogovsko sorodstvo. Za tiste, ki so računali, ki so imeli kako božanstvo v svoji liniji, rodoslovni liniji. Tako so, recimo, Cezar se je imel za Venerinega potomca in zato je lahko bi računal na kakšen elizijski kotiček. V Elizij pa so kasneje pripeljali tudi junake. Tiste, ki so si s kakimi zaslugami za domovino lahko priborili prostor na neki taki lepši in boljši večnosti. Ker je bilo to dokaj neugodno, so se sploh nehali ozirati preveč v onstranstvo in so zato svoje upanje marsikdaj, ta običajna populacija, je reducirala na panem et circenses, kruha in iger, in so s tem bili zadovoljni. Oblast je na ta način pravzaprav lahko mirila marsikakšen upor oziroma držala ljudi v odvisnosti, ker so dobili brezplačno hrano in brezplačne karte, tesere za dirke, za igre, nekatere bolj krute, nekatere manj krute, in s tem so si lahko zapolnili življenje. Kajti religija tistega časa ni imela kakega posebnega upanja, razen kakšne misterijske, ekstremne religije. Religija antike je bila polna groženj in strahu. In svojih bogov in demonov so se bolj bali in so skušali se jim kvečjemu prikupiti. Zato pa je krščanstvo, ko je nastopilo, imelo tako velik uspeh, ker je prineslo drugačno upanje, ker je odprlo nove razsežnosti. Krščanstvo se je v marsičem ločilo od poganske tedanje družbe. Poganska družba je bila zelo tolerantna. Tolerirala je mnoge različne religiozne sisteme, ker jih je lahko preprosto dodajala kot še en dodaten košček v mozaiku. Krščanstvo pa se v ta sistem ni vklapljalo. In zato je
tisti, ki je postal kristjan, na neki način moral izstopiti iz tedanje družbe, iz tedanjih navad, in to je pomenilo tudi ločenost v življenjskem slogu. Kristjani niso mogli živeti tako, kot živijo ostali državljani, ostali meščani. Saj so imeli iste pekarne, hodili so po istih ulicah, ampak vrednote so morali pa precej zamenjati. Tisto, kar je bilo nekoč dopustno, zaželeno, je zdaj postalo tako rekoč greh, prepovedano. In stvari, ki so bile prej neugodne, neprijetne, so zdaj postale označene kot vrline in zaželene. Življenjski slog kristjana se je tako ločeval, da se je hitro dalo prepoznati, kdo je kristjan in kdo ni. Če se je kdo skušal skrivati, če je kdo skušal prikrivati svoje krščanstvo, ga je pravzaprav hitro izgubil. Smo namreč tudi še v času preganjanja. In preganjanja so nastala prav zato, ker so bili kristjani tako moteč element. In ločenost se je pokazala tudi v njihovih pričakovanjih. Kaj pa zdaj lahko pričakuje kristjan? Ali pričakuje isto kot neki običajen Rimljan in Grk, panem et circenses, kruha in iger? Igre so bile za kristjane prepovedane, razen takrat, kadar so jih tja pripeljali kot žrtve. Kruha zastonjskega ni potreboval, ker so morali delati, če pa niso imeli sami, so imeli lastno dobrodelno ustanovo, domača karitativnost. Krščanstvo kot religija se je pokazalo precej drugačno od poganskih sistemov, namreč ne kot religija grožnje in strahu, ampak kot religija tolažbe in upanja. Upanje je postalo zelo pomemben element prvega krščanstva in poglejmo, kaj pravzaprav pa je to, kar kristjani upajo. Z eno besedo je to blaženost, beatitudo, ki pomeni, ki je pravzaprav sinonim globoke, resne, trajne sreče. Beseda makarios, grška, in beseda beatus, latinska, ne označujeta samo nekega kategorije v svetništvu, ampak pomenita resnično srečo. Srečo, ki ni samo za nekaj hipov, ampak je trajna, globoka, življenjska sreča. To je ta blaženost. In to pričakujejo. Zato imamo še mi v ušesih morda to zvezo blaženo upanje. Namreč upanje na blaženost, upanje na srečo, ki že samo upanje daje srečo. Ko upam, da bom dosegel to srečo, mi že to upanje napolnjuje srečo. Konkretno pa je predmet pričakovanja Jezusov drugi prihod. To je tisto osrednje, kar je prve kristjane držalo pokonci tudi v zelo težkih časih preganjanja. Jezus bo prišel in to kmalu, saj je obljubil. Pričakovali so to že v prvi, drugi generaciji kristjanov. Potem se je to sicer odmikalo. Ta njegov prihod naj bi bil ne tisti grozni konec sveta, ampak izpolnitev vseh naših hrepenenj. Ob tem drugem prihodu bo nastopilo njegovo kraljestvo v polnosti. In zato so bili pripravljeni tudi sprejeti mučeništvo. Mučeništva ne moremo razumeti, sprejemanje mučeništva ne moremo razumeti brez te vere prvih kristjanov v Jezusov skorajšnji prihod. Zato, ker s tem oni na neki način pospešujejo ta prihod. Oziroma ga čakajo. Za njih se bo morda zgodil že v tistem trenutku mučeništva, ker se približajo Kristusu. Ker trpijo, tako kot je trpel Kristus na križu. In kot je on vstal, bodo vstali tudi oni. Zato se ne bojijo mučeništva.
pač ne vsi. Zato je bil katehumenat, priprava na prejem zakramentov, je bil obenem tudi priprava na mučeništvo. Ravno zato niso hoteli podeljevati krsta otrokom, ker otrok tega ne more še dojeti, sprejeti, to so krščevali, zlasti pač pretežno, v veliki večini praktično, izključno odrasle, ker so bili že lahko pripravljeni tudi na to, da sprejmejo mučeništvo. S tem v zvezi se je pojavilo zanimivo verovanje, pojavilo in izginilo, ki ga poimenujemo milenarizem, in sicer gre za verovanje v tisočletno kraljevanje z Jezusom na zemlji. Mile, 1001 annus leto, tisočletje. To izhaja iz dobesednega razlaganja zadnjih poglavij knjige Razodetja, ki bi jih bilo treba brati seveda simbolično, ker je vsa knjiga polna simbolov, ampak če nekdo hoče simbole brati dobesedno, jih lahko tudi bere, in iz tega je prišel ta milenarizem, in ko so ugotovili, da to branje ni ustrezno, je tudi ta milenarizem zatonil, ampak je bil pa zanimiv, ker je trajal kar nekaj generacij. Pričakovali so, da bo ob koncu časov, pred tem, da bo Jezusov drugi prihod pomenil, da on pride na zemljo in da bomo tukaj na zemlji z njim že deležni zemeljske sreče za 1000 let. Torej ne bomo umrli, lepo se bomo imeli, ne bo treba nič hudega se nam ne bo zgodilo, nobene bolezni ne bo, delati ne bo treba, za jesti bo dovolj, luštno ne bo, vse ne bo še v redu, po 1000 letih šele, ampak to bo samo za ta pridne, oni, ta žleht, bodo šli pa že takrat v Šeol, v podzemlje, v Had. Potem je pa tista dokončna sodba. Po 1000 letih bo sodba in ločitev na tiste, ki gredo na desnico in na levico. V evangeliju imamo kar nekaj takih zelo jasnih namigov, ki govorijo o dvojni eshatologiji, o pogubljenju in o poveličanju. Po sodbi. Sodbi glede na to, kaj je kdo počel. Ampak za nas, ki smo na pravi strani, bo to pomenilo, da vstopimo v nebeški Jeruzalem, tisto lepo mesto, ki ima še bolj ravne ceste kot asfaltne, kot da bi bila iz stekla, kjer ne rabijo nobene luči, ker je vedno svetlo, še sonce ne rabijo. Skratka, neki ideal, niti ni to utopija, ampak je to podoba izpolnitve stvarjenja. Biti z Jezusom, ker bo on odrešenik vsem. To je bilo tisto pričakovanje. Nebeški Jeruzalem in večna blaženost v nebeškem Jeruzalem. Poglejmo si, kako to opisuje verjetno najstarejši zunaj biblični krščanski spis, ki je nastal še pred zaključkom Nove zaveze, torej ta spis je nastal v štric z Novo zavezo Didahe oziroma nauk 12 apostolov. Spis je kratek, 20 minut ga preberete na glas. Se je izgubil, bil najden pred 150 leti in ga študiramo, takrat nismo veseli, da ga imamo, ker pove praktično vse, kar je bilo treba povedati za nekomu, ki hoče postati kristjan. Ta spis razloži, kako kristjan živi, kako se postane kristjan, kako se živi kot kristjan, kdo so pomembni v naši skupnosti, kako se vodi skupnost, kakšno je naše bogoslužje in kako molimo in pa kaj pričakujemo. To je čisti zaključni del tega Didaheja. Čujte nad svojim življenjem, bodite pozorni, kako živite. Naj ne ugasnejo vaše svetilke, namig na priliko o 5 pametnih in nespametnih devicah. Svetilke naj bodo prižgane. Pomeni, treba je biti pripravljen vsak trenutek, kdaj pride Jezusov drugi prihod. Naj se ne razvežajo pasovi z vaših ledij. Pomeni, če to prevedemo morda v današnji čas, nič v pidžamo zvečer, kar oblečeni spat, da boste lahko takoj šli na pot, ko bo treba. Kot Izraelci, ki tisto noč so bili prepasani, ko so jedli velikonočno jagnje, ko je bil znak, so lahko takoj šli na pot. Seveda pripravljenost do kraja.
ampak bodite pripravljeni. Ne veste namreč za uro, v kateri pride naš Gospod. Zbirajte se pogosto. Aha, torej kristjani morajo gojiti občestveno življenje. Ne moremo biti kristjani sami zase. Zbirati se je treba. In kaj? In iščite, kar koristi vašim dušam. Smo prva generacija kristjanov tukaj. Nimamo še nobenih duhovnih akademij in teoloških fakultet, nobenih kongregacij, nobene cerkve še niso zgradili. Iščite, kaj je tisto, kar koristi vašim dušam. Kajti ves čas, ki ste ga preživeli v veri, se pravi po krstu, odkar ste postali kristjani, vam ne bo nič koristil, če ne boste v poslednjem trenutku popolni. Če to prevedem v govorico naše akademske ustanove, nič vam ne pomaga, če ste hodili na vsa predavanja, če imate najboljše zapiske, nič ne pomaga, če ste preštudirali vse knjige, če na izpitu ne boste znali, ste padli. Tisti trenutek je odločilen, v poslednjem trenutku. V poslednjih dneh, zdaj pa že malo, to je pa zdaj apokaliptična literatura, ni to šloganje, ni to napovedovanje dogodkov, ampak to je bolj tudi v simbolni govorici, so pa tu zakriti elementi, ki veljajo za vse dni, ne samo za tisti zadnji dan, izpitni rok. V poslednjih dneh se bodo namreč pomnožili krivi preroki in kvarljivci. Jagnjeta se bodo spreminjala v volkove. Ljubezen se bo sprevrgla v sovraštvo. Ne bo neke gotovosti, ne bo jasnosti. Tisto, kar se zdi jagnje, bo zdaj postalo volk. Torej, treba bo biti zelo, zelo previden v teh poslednjih dneh. Ker bo narasla hudobija, anomija, nepostavnost, bodo ljudje drug drugega sovražili, preganjali in izdajali. Verjetno je to že odsev in opis tistega časa, ko je tole nastajalo. So kristjani enkrat zaznali prva resna preganjanja. In takrat se bo pojavil zapeljivec sveta, kakor da bi bil sin Božji. To je pravzaprav govor o antikristu. Antikrist je tudi tisti, ki je pač podoben Kristusu, ki je njegova lažna figura. Delal bo znamenja in čudeže. In zemlja bo dana v njegove roke in izvršil bo hudodelstva, kakršnih ni bilo od začetka sveta. Čista apokaliptika. Takrat bo ves človeški rod vstopil v ogenj preizkušnje in mnogi se bodo pohujšali, pohujšali pomeni, se bodo spotaknili in padli in ne bodo mogli več napredovati po poti. In se pogubili. So spotaknili in pogubili. Tisti pa, ki bodo vztrajali v svoji veri, bodo rešeni tudi iz samega groba. To je zdaj tisto upanje, ki ga krščanstvo daje. Celo grob ni zadnja postojanka, ni zadnja točka, ni najhujše, kar človeka lahko doleti. Najhujše, kar ga doleti, je pravzaprav to, da se pohujša, da se spotakne in pogubi. Treba je preprosto vztrajati v svoji veri. To je torej pogoj, da lahko dosežemo upanje. In takrat se bodo prikazala znamenja resnice. Najprej znamenje odprtih nebes, potem znamenje doneče trombe in kot tretje znamenje vstajenja mrtvih. Eden je že vstal. Ko bodo začeli vstajati mrtvi, to pomeni, da je pa konec zgodovine. To so ta znamenja. Seveda, ne vseh mrtvih, ampak, kako je bilo rečeno, prišel bo Gospod in z njim vsi sveti. Samo sveti naj bi vstali. Takrat bo svet videl Gospoda, ki bo prišel na oblakih neba. Verjetno se spis ni končal na tem mestu, ampak imamo ohranjenega samo do tega mesta. Verjetno je še kaj sledilo ravno v logiki tistega tisočletnega kraljestva. To je
mišljenje, verovanje, upanje prve, te druge generacije kristjanov. Imamo zelo jasno prikazano to dvojno eshatologijo. Eni pogubljeni, drugi bodo rešeni. Ampak kmalu se je pa začelo pojavljati tudi upanje na univerzalno odrešenje. Na odrešenje vseh. Zelo drzna misel, zelo nepedagoška misel, nevzgojna. To je, spet če prevedem v govorico akademske ustanove, samo vpišite se, čez 4 leta lahko pridete po diplomo, ne glede na to, kaj boste vmes počeli. Vsi dobijo diplomo. Veste, koliko je taka diploma potem vredna, če vsi dobijo. In vemo, kako smo včasih rekli tem diplomam. V katerih krajih smo rekli, da se te diplome delijo. Ampak univerzalno odrešenje se da gledati tudi z drugega vidika. Z vidika Svetega pisma. Jezus pravi, ko bom povzdignil zemlje, bom vse pritegnil k sebi. Pavel piše Korinčanom, ko pa mu bo vse podvrženo, se bo tudi sin sam podvrgal njemu, ki mu je vse podvrgal, da bo Bog vse vsem. In pa še Timoteju piše, to je namreč dobro in po volji Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje rešili. Bog hoče, da bi se vsi ljudje rešili. To, kar Bog hoče, to na neki način se zgodi in prišli do spoznanja resnice. Tako se je oblikoval nauk, ki ga Cerkev ni sprejela v njegovi polni obliki, ampak samo v nekih prilagojenih oblikah. Apokatastaza, čudna beseda. To bi lahko spet poenostavljeno rekli, konec dober, vse dobro. Na koncu bo vse v najboljšem redu, kot je bilo že na začetku. Kristus si podvrže vse. Se pravi, ničesar ni, kar bi bilo izuzeto od odrešenja. Kristus si bo vse podvrgel. Kaj to pomeni? Da bodo tudi vsi prostovoljno se podvrgli Kristusu. Mi ne moremo reči, da bo koga on prisilil, ker v tem primeru ne bi Bog samega sebe bi se izneveril, ker nas je ustvaril svobodno. Kako do tega prišlo? In ko se vsi prostovoljno podvržejo Kristusu, potem bo tudi tisti ogenj, peklenski ali kakršenkoli že ogenj, bo izžgal vse zlo, da bo vse zlo propadlo. Vse zlo, potem pa malo po Avguštinovo, če malo pridemo še do kasnejšega Avguština, vse zlo ne obstaja. Filozofsko gledano. Zlo je samo pomanjkanje dobrega. Ampak zlo, ta odmik od dobrega, zanikanje dobrega, bo izginilo. Ogenj Božje ljubezni bo izžgal vse tisto, kar človeka oddaljuje od Boga. In potem bo lahko sin vse to, kar dejansko je, in vse, kar je dobro, izroči očetu. Vse. Torej, na koncu nimamo nekega delitve na pogubo in odrešenje. Sveda, kako bomo to uskladili še s tistimi prilikami o ovcah na desnici, pa kozlih na levici? Poglejmo si, kako je Origen skušal to hipotezo razvijati v delu o počelih. Ker imamo tudi kazen. Konec sveta bo torej nastopil, ko bo vsakdo kaznovan, kolikor si je zaslužil z grehi. Edino le Bog pozna čas, ko bo vsak poplačan po svojih zaslugah. Torej, kazen z grehi, zasluge, poplačilo. Menim, to ni, verujem, ampak zdi se mi, da Božja dobrota po svojem Kristusu vse stvarstvo kliče k enemu in edinemu koncu. Se pravi, en konec je za vse, ne dva ločena izhoda. Ko bodo podjarmljeni tudi sovražniki.
To, da Svetopismo pravi, Gospod je rekel mojemu Gospodu, sedi na mojo desnico, dokler ne položim tvojih sovražnikov za podnožje tvojih nog. To razume kot Jezus je rekel, oče je rekel sinu, sedi na mojo desnico, tvoje sovražnike bom pod tvojo pručko naredil, postavil. Če nam je manj jasno, kaj na tem mestu označuje preroški način izražanja, se lahko poučimo od apostola Pavla, ki pravi jasneje, kajti on, to je Kristus, mora kraljevati, dokler ne položi vseh sovražnikov pod njegove noge. Če nas tudi ta zelo jasna apostolova misel ni dovolj poučila, kaj pomeni položiti sovražnike pod noge, poslušaj še nadaljevanje. Vse mora biti položeno pod njegove noge. Kaj je torej ta podvrženost, s katero mora biti vse podvrženo Kristusu? Sam menim, da je to tista podvrženost, s katero mu hočemo biti tudi mi podvrženi in s katero so mu podvrženi celo apostoli ter vsi sveti, ki sledijo Kristusu. Izraz podvrženost, če govorimo o naši podvrženosti Kristusu, označuje odrešenje podvrženih, ki prihaja od Kristusa. Tako pravi tudi David, mar ne bo moja duša podvržena Bogu, od njega je moja rešitev. Torej, Bog podvrže vse, s tem meni odreši. Pomeni, da pripelje do odrešenja lahko celo tiste, ki se ta hip še upirajo odrešenju. To je Origenova vizija, ki jo je cerkev seveda ni sprejela v taki obliki, ampak za njim je pa Gregorij iz Nise uspel to vendarle malo popraviti in povedati in napisati tako, da je bilo sprejemljivo za njega, da je postal cerkveni učitelj. Pozabil sem dodati tukaj zraven zdaj še skeniral sem si, obrezal sem si, zmanjšal sem sliko, nisem je pa prilepil v PowerPoint naslovnico knjige poljskega teologa Hrinjeviča Pričevalci velikega upanja, ki je šla pri Kud Logos in ki razlaga Klemena Aleksandrijskega, Origena in Gregorija iz Nise ravno z vidika apokatastaze. Kako je mogoče razumeti tudi to, kot imamo tu napisano, upanje na univerzalno odrešenje, odrešenje vseh. Ali bodo vsi odrešeni? Če malo pogledamo, poslušamo naše pridige, v glavnem smo predsejkrat blizu apokatastaze, zlasti, ko imamo kakšen pogreb. Ampak, ni pa to edina vizija upanja, ki se je oblikovala v pozni antiki. Po Origenu bomo zdaj stopili še do Avguština. Origen je še v času preganjanj. Origen je bil mučen in je umrl za posledicami mučenja nekaj let po tistih hudih preganjanjih. Ampak, ko je konec preganjanj, se pa tudi situacija v družbi precej spremeni in pričakovanje Jezusovega drugega prihoda začne usihati. To je tisto, kar pa tudi mi zaznavamo dokaj dobro. Sej verujemo, verujem v ta Jezusov drugi prihod, pričakujem njegov prihod v slavi, pri veroizpovedi to rečemo, ampak verjetno nihče ne računa, da bi že nocoj zvečer bilo, da bi Jezus prišel že nocoj zvečer ali pa jutri zjutraj. Ker je že toliko odlašal, računamo, se bo še malo odlašal. Sej nam ni tako slabo pravzaprav, je tukaj kar luštno. Ampak kaj se zgodi, če pričakovanje drugega prihoda usiha, potem tudi začenja zamirati isto goreče upanje in pričakovanje odrešenja. Ker istočasno nastopi tudi dokaj močna družbena kriza ob zatonu antike, vsesplošna kriza, ekonomska, vojaška, tudi
populacijska. Rimljani so doživljali nekaj podobnega, kot doživlja Evropa danes. Zmanjšanje rojstev, ki so ga seveda lahko, tako kot Amerika danes, krotili s tem, da so uvažali tujo delovno silo toliko in takšno, kakršno so hoteli. Ampak oni so si to silo preprosto usužnili, dokler so še lahko. Potem pa je tega zmanjkalo. Potem so pa bivši sužnji začeli postajati malce ponosnejši. Germani, ki so nekoč bili podjarmljeni, začenjajo počasi ogrožati Rimsko cesarstvo. In takrat se pojavi druga logika in drugo upanje. Pojavi se slabo preživetju. Kako bomo sploh preživeli? Preživetveni kompleks v teh težkih časih. Če ni elektrike, če je hrane zmeraj manj, si treba sam pridelati vse, kar se da, težki časi, in predvsem tudi prihajajo barbarski vdori. Nekje zadaj, v zadnji vrsti, smo že mi začeli prihajati proti osrednji Evropi, tam nekje iz vzhoda. In celoten državni sistem se sesipa. Dobre reforme cesarja Diokleciana pripomorejo, da nekaj časa zdrži, še dlje. Potem dobra odločitev cesarja Konstantina, da se opre na krščanstvo, tudi pripomore temu, da dobi malo infuzije, transfuzije, nove sile, Rimsko cesarstvo. Ampak stvari so vedno bolj problematične in znova se odpira eshatološka perspektiva. Čeprav kristjani niso več preganjena religija in ne pričakujejo več neposrednega Jezusovega drugega prihoda, pa vendarle ne vidijo več rešitve samo v to stran, ampak se odpira tudi pogled v onstranstvo. Mimogrede, če si pogledate portrete rimskih cesarjev, se njihove oči vedno bolj ozbračajo navzgor. V začetku 4. stoletja imajo cesarji še pogled usmerjen v publiko, v ljudi, ki jih gledajo, bolj proti koncu stoletja, konc 4., 5. stoletje, pa že zrajo navzgor. Eshatološko perspektivo močno razvije sveti Avguštin. Zlasti takrat, ko po letu 410 Rim doživi prvo neke vrste streznitev, ko pridejo Goti, ki ga oplenijo in začnejo pogani očitati kristjanom: vi ste krivi, da je Rim padel. Avguštin pravi: ne, mi nismo nič krivi. Krivi ste v bistvu vi, pa vaša nepripravljenost na obrambo, ker nimate več vojske, tako kot se šika. Pač pa ni rešitve zgolj v Rimu. Rim kot tak pada in bo lahko padel. Imamo neko drugo mesto, ki je pa trajno, ki je naš cilj, to pa je Božje mesto. Avguštin v začetku 5. stoletja, po letu 413, pa dan do 421, piše delo De civitate Dei, o Božjem mestu. To ni utopija, to ni eshatološka simbolika, kako bi lahko izgledalo, ni zakodiran kot Nostradamusova prerokba, ampak je zelo jasno prikazano krščansko upanje v času, ki je pravzaprav precej brezupen. In to ravno pomeni, kje živimo. Živimo med preganjanji sveta in Božjimi tolažbami. Preganjanje sveta niso več preganjanja kristjanov v tistem starem pomenu besede, ampak gre za to krizo, družbeno krizo, ki je bila izredno huda in je pripeljala kmalu po Avguštinovi smrti tudi do sesutja Zahodnega rimskega cesarstva. Na drugi strani so pa Božje tolažbe.
ki odpirajo pogled proti Božjemu mestu. Božje mesto ni geografska resničnost. Božje mesto ni politični program, kako oblikovati idealno državo, kot je pisal recimo še Platon. Božje mesto je dejansko cilj, domovina, ki je del Božjega načrta. Bog je graditelj tega mesta, mi smo pa tam nekako meščani, se lahko vanj vselimo, lahko postanemo deležni tega mesta in potem bomo, če pridemo do njega, bomo v njem počivali in premišljevali in ljubili, ter ljubili in hvalili. Se pravi, s tem Avguštin hoče reči, tam se pravzaprav šele zares začne pravo življenje. Tam vlada, v tem Božjem mestu, vlada zakon ljubezni. Da to lažje razloži, Avguštin predstavi dve mesti. Ne Rima in nebeškega Jeruzalema, ampak zemeljsko mesto, posvetno mesto, ki ga ne enači z nobenim konkretnim mestom. Ampak tam je zakon samoljubje, egoizem. Tako velika ljubezen do sebe, da človek pozabi na druge in na Boga. Medtem ko je pa v Božjem mestu zakon in pravilo ljubezen do Boga in bližnjega, ki je tako velika, da človek nase pozabi. In potem seveda pokaže, kako je človeška družba sama na sebi nezadostna. Človeško mesto samo na sebi ne more obstati. Medtem ko je naš rojak, sveti Hieronim, jokal in tarnal v sveti deželi, ker je Rim padel, ker je bil Rim oplenjen, Rim, ki ga je pravzaprav kar sovražil prej, ker se je on zameril Rimljanom, pa Rimljani njemu, in je šel za zmeraj iz Rima, ampak ko je Rim padel, je bil pa jok in stok in ni vedel, kaj bi s tem počel. Avguštin pa iz Afrike gleda te dogodke, Severne Afrike, tudi z distance, ampak vidi v tem del Božjega načrta in Božje zgodovine. In pokaže na to, kje pa je naše upanje. Ne v zemeljskem Rimu, ne v politični oblasti, ne v osvajanju sveta, ampak v tem, da vstopimo v logiko Božjega zakona ljubezni. In da s tem postanemo meščani Božjega mesta. Avguštin nekje pravi, da meja med obema mestoma poteka posredi človekovega srca. V obe mesti spadamo. Odvisno od tega, kaj počnemo, kaj mislimo. Odločati se pač treba za Božje mesto. In videti, da je to tisto mesto, ki obstane. Če se odločamo in želimo biti v posvetnem mestu, mestu egoizma, potem se s tem odločamo za propad. Če se odločamo za Božje mesto, potem pa se obračamo k prihodnjemu poveličanju. V teh nesrečnih dneh, se pravi, Avguštin s tem misli na svoj čas, ko cerkev dosega svoje prihodnje poveličanje sedanjo ponižnostjo in se uči z ostjo strahu, muko bolečine, z nadlogo dela in z nevarnostmi izkušnjav, zato ker ima v upanju svojo edino tolažbo. Upanje je torej tisto, kar odpre pogled v prihodnost, celo takrat, ko se družbeni red sesipa, ko je antika nekako šla k svojemu zatonu. Ampak Avguštin se ni pustil zavesti v obupovanje, pokazal je na prostor upanja. In ko ga prijatelj Lavrenci prosi, naj mu nekaj pove, reče, kako je treba častiti Boga? Pravi, Boga je treba častiti z vero, upanjem in ljubeznijo. To trojico
predstavi, ki jo tudi mi dobro poznamo, 3 božanske vrline, ki so v tem delu 117. paragrafu pravi, da so povsem neločljive te vrline. Kdor prav ljubi, ni dvoma, da prav veruje. Kdor pa ne ljubi, zaman veruje, čeprav je resnično tisto, kar veruje. In tudi zaman upa, čeprav upa, kar je v krščanskem nauku prava sreča, če hkrati ne veruje. In ne upa tako, da ljubi tisto, kar more prijeti, če prosi. Spravi, upanje, če zdaj samo z vidika upanja pogledamo ta malce zapleteni stavek, samo če ljubimo predmet svojega upanja, potem lahko zares to upanje tudi dosegamo. In samo če imamo vero, potem je to upanje lahko zares tudi živo. Torej, vera in ljubezen omogočata upanje. In upanje pravzaprav je vedno navzoče, kadar je navzoča vera, in upanje je vedno povezano tudi z ljubeznijo. Dokler živimo tu, na tej zemlji, potem pa, kot vemo pri Pavlu, nekoč pa vere in upanje ne bo treba več, ko dosežemo, ko pridemo na cilj. Avguštin pravi, da je Jezus naša pot in naša domovina. Pot, po kateri hodimo do tega svojega cilja. In ko dosežemo cilj, potem se samo še lahko spominjamo poti. Opozarja tudi Avguštin, da obup je povezan z gledanjem nazaj, upanje pa s pogledom uperjenim v prihodnost. Tisto prihodnost, ki jo Bog naklanja svojim vernikom. V večnem življenju torej, kjer bomo zmeraj živeli, kako upamo, bo na popoln način in vekomaj na našem duhu in telesu trajalo posvečenje Božjega imena, Božje kraljestvo in Božja volja. V tem delu Enchiridion, o veri, upanju in ljubezni, Avguštin tudi razlaga Oče naš. Vidite, Božje ime, kraljestvo, volja so iz Oče naša in vse to je tudi stvar našega upanja. Tam v večnem življenju, kjer bomo živeli, kakor upamo, bo to na popoln način udejanjeno. To, za kar prosimo Oče naš. In je tudi ta molitev na neki način molitev upanja. Preskočimo nekaj stoletij. Pridimo do današnjega časa in skušajmo se zraven še zavedati, kaj se je zgodilo v antiki in kaj se dogaja danes. Časi se ne ponavljajo. Ne moremo istih zgodb povedati, ker so drugačne. Vendar pa je zgodovina vedno učiteljica življenja in kdor se ne nauči od zgodovine, tisti mora pač ponavljati razred. Kaj je upanje današnjega človeka? Panem et circenses se lahko prevede danes v kaviar in Mercedes. Nekateri upajo, da bodo lepo dobro jedli, se fino imeli in imeli dobre avtomobile. To je tudi najbrž cilj ali pa trud marsikoga. In pa bolj preprosto je pa voščilo, ki ga bomo slišali, morda celo sami ponovili marsikdaj v naslednjem mesecu, srečnega pa zdrav. Kaj si s to srečo in s tem zdravjem mislimo? Ja, to, da nam ne bo treba okrog zdravnikov hoditi, ker jih je pač premalo. Zdravje, samo da bomo zdravi, pa bo vse v redu. Je to res tisto upanje, ki je vredno kristjana ali pa sploh tudi mislečega človeka? Sreča je dobra stvar, samo s čim in kakšno srečo pa si predstavljamo? S podkvicami, deteljicami in dimnikarji, z zadetkom na loteriji, ki jih statistično gledano menda velika večina teh, ki zadanejo dobre, višje zadetke na loteriji, jih ne znajo pametno porabiti in jih ne osrečijo. Kaj je dejansko sreča?
In ko bomo želeli si to srečo okrog novega leta, dajmo morda vsaj malo jo definirati in jo malo pojasniti, se izprašati in potem tudi zdravje. No, glede na leta tu večine navzočih, razen redkih izjem, vsakega vsaj nekaj ščipa, boli, peče, škripa. Kaj je zdravje, ki si ga želimo? In kakšno je tisto zdravje, ki zares človeka izpopolni in ga naredi boljšega? Ali pa se je treba odločiti za izpolnjevanje naročila iz 2. Petrovega pisma, da boste vsakemu znali povedati razloge svojega upanja. Preverjati moramo svoje upanje in videti, kaj pravzaprav je tisto, kar smemo upati kot kristjani. Upanje, pričakovanje nekih prihodnjih dobrin je del našega življenja. In tako kot je treba poskrbeti za zdravje, za prehrano, za higieno, kot je treba poskrbeti za minimalen red v prebivališču, kot je treba poskrbeti tudi za svoje upanje, da se ne zaraste, ker ga pustimo, da se vanj razne vrste plevela zaredijo in da se v njem zaredijo tudi kakšne golazne. Upanje je treba tudi čistiti, skrbeti zanj in ga izpričevati s svojimi odločitvami, s svojim ravnanjem v tudi vsakdanjem življenju. Ni treba vsak dan vsakemu sosedu, ki ga srečate, povedati, da pa vi upate na to, da boste prišli v nebesa, da upate na Božje kraljestvo. Ampak včasih je treba pa znati tudi povedati, da se moje upanje ne ustavi zgolj na dostranskem, recimo, izboljšanju politične scene ali na končanju neke vojne. Da je upanje, ki ga imamo kot kristjani, še bolj daljnoročno. Upanje nadalje zahteva tudi gradnjo. Če ga ne gradimo tukaj, ga ne bomo dosegli tam. Upanje gradimo preprosto s preverjanjem tudi izpolnjenih obljub. Ko prebiramo Sveto pismo in vidimo, kaj vse je v tem Svetem pismu že zapisanega, kako Bog deluje. In ko prepoznamo to njegovo delovanje v svetu, s tem tudi gradimo temelje, s tem si pridobivamo gradnike za upanje v današnjem času za nas. Upanje je treba graditi, da bo dalo nam lahko neke vrste streho, zavetje, takrat, ko pride neurje, ko pride hud čas. Če v času 7 debelih krav ne naberem dovolj gradiva, dovolj hrane za 7 let suhih krav, potem bo težko. Zato je dobro, da takrat, ko mi je dobro, ko sem sposoben nabirati gradivo za upanje, da si takrat naredim neke vrste zalogo upanja. Za takrat, ko bom lahko prebral, kaj sem si napisal, ko bom lahko pogledal, kaj sem si narisal, ko bodo tudi moja sedanja dejanja obrodila sadove in mi prinašala sad, takrat, ko pa bodo slabe vremenske razmere. Ampak moja pretekla dejanja bodo lahko prinašala obresti tudi še v prihodnosti.
To je tudi ta logika, ki nam jo izroča Avguštin. Da se ne bomo zapletli v brezup antičnega človeka, da se ne bomo sprijaznili zgolj s panem et circenses, pa kaviarjem in Mercedesom, ampak da bo naš pogled odprt proti nebeškemu Jeruzalemu. Zato je sporočilo, ki nam ga dajejo cerkveni očetje, zelo preprosto. Upajmo. Oziroma, če še slovenskim, to je spet možno samo v slovenščini reči, upajmo si upati. Nikoli ni prepozno za upanje in zato bomo tale del, prvi del sklenili ravno tudi z molitvijo svetega Avguština, ki pravi, da je bil pozen, ampak očitno ni bil prepozen, ker je dejansko na sredini življenja doživel ta preobrat in obrnil svoje upanje v Gospoda. Ko je bil star 33 let, se je v resnici šele zares obrnil v Gospodu. Še takrat je postal zares veren, se dal krstiti, leta 386 se spreobrne, to je naša telefonska številka, vsi imate 386 na telefonih napisano, tega leta se je spreobrnil, naslednje leto se je dal krstiti in potem je bil dolgo let duhovnik in škof do 430. leta. Praktično je še 50 let pričeval o upanju, čeprav pravi, da se je pozno spreobrnil. Pozno sem te vzljubil, lepota večno davna, večno nova, pozno sem te vzljubil. In glej, bil si v meni in jaz sem bil zunaj. In tam sem te iskal. Ne lep sem se gnal za lepimi stvarmi, ki si jih ti ustvaril. Z menoj si bil, jaz ne s teboj. Daleč od tebe so me držale stvari, ki sploh ne bi bivale, ko ne bi v tebi bivale. Vabil si in klical in prebil si mojo gluhoto. Bliskal in žarel si in pregnal si mojo slepoto. Sladko si mi dehtel in srkal sem tvoj vonj v tebi, koprnin, okusil sem te in sem te lačen in žejen. Torej, upajmo. Hvala.